Mikova karavana otroškega smeha dokazuje tokrat že 14-tič, da je res vse mogoče. Res, da je bila ideja nora, da me je bilo malo strah, kako narediti, kako peljati. Smo rekli, dajmo probati z 50 otroci, kajti veste, vzeti 50 otrok za en teden ni na morje, to je velika odgovornost. In zaupati delo tem našim vzgojiteljem, krasnim vzgojiteljem, in tu gre velika hvala vsej ekipi, ki je ponavadi 70-80% ista vseh teh, bom rekel, 14 let se vrtijo, izmenjujejo. In jaz verjamem, da je to, sedaj me nič ni več strah, se pravi, smo brali 100 otrok skozi na morje, za 25-letnico 200 otrok na morje, za 30-letnico bomo pelali 300 otrok na morje. Tako da nič ni, pomembno je, da so otroci tle res v veliki ljubezni, z velikim žarom, ki delajo naši vzgojitelji, so mame, ate, strici, učijo se od raznih športnih aktivnosti, od juda, od nogometa, rokometa, plesnih veščin, risanja, slikanja, raznih večerov, orientacijskih pohodov po noči. Jaz mislim, da res dajo naši vzgojitelji srce in hvala Milanu in ekipi vzgojiteljem, da naredijo to dobro za naše otroke. In jaz verjamem, da bo to tudi naprej. Kako poteka otroški dopustniški dan? Od zjutraj, od 7 ure pa tja zvečer do 10 ure je program za njih, tako da prav zato, ko je dober program, se otrocem v teh 14 letih ni nič zgodilo in naj tako ostane tudi naprej. Moče na dol zgoraj tudi kaj pomaga na ta račun. Tako da hvala vsem in jaz sem ponosen na to. Tudi danes sem pripeljal s sabo tudi Mikova zaposlenja od proizvodnje do pisarn in tako naprej, da učutijo ta utrip, da vejo, zakaj naše podjetje dela, kaj je tisto realno. In kaj dela podjetje Mik družbeno odgovorno? Glejte, to je način življenja. Ponavadi tisti, ko smo svoje urni zatrpani res globoko, znamo si vzeti tudi čas zake stvari in vedeti, da je v bistvu se splača živeti ne samo zato, koliko imaš denarja na računu, ampak predvsem koliko ga daš za vse ljudi okoli sebe in to je tisto, kar največ šteje. In to v srcu, toplina je tisto, ki nas dela močne in ki nam omogoča, da lahko premagujemo vse te situacije, ki verjamete, da v poslu niso enostavne, ampak z ljubeznijo in z takim delom verjamete, da je veliko lažje. Številni Mikovi vzgojitelji in animatorji poskrbijo, da otrokom ni nikoli dolgčas. Vi ste že nekaj let del Mikove družine in Mikove karavane. Kako je sodelovati z otroki, kako se imate tukaj na Debelem rtiču? Ja, jaz sem že od samega začetka, to je res taka posebna poletna dogodivščina, fajn se imamo, uživamo, 100 otrok, 100 različnih zgodb, 100 nasmejanih obrazov vsako jutro. V teh dneh, ko jih preživimo skupaj, tukaj se res močno navežemo, stkemo neke posebne prijateljske vezi in potem, ko je vsega konec, je toliko solz in objemov in res ti ostane lepi spomini na te počitnice. Nekateri otroci tudi imajo prvi stik z morjem preko Mikove karavane. Ja, točno tako. Tudi letos imam jaz eno punčko v skupini, ki je prvič na morju in res to so takšni občutki, ko jih ne moreš ne opisati, ne povedati in otroci si ne predstavljajo, kako sploh izgleda, kaj bomo počeli in ko jih pripelješ na plažo, ko vidijo, to je tako veliko morje, ne, in pač res to so solze sreče in res super akcija, super vse. Predvsem je pa za vse poskrbljeno in lepo bi bilo, da bi bilo v Sloveniji več tako družbeno odgovornih podjetij. Ja, res je. Mi v teh dneh poskrbimo za vse, od animacije do ustvarjalnih delavnic, različnih predavanj. Otrokom smo mamice, ati, bratci, sestrce in res kar dela Mik je ena super gesta, odlična in bi bilo super, če bi se teh akcij še več podjetij lotilo, ker je, se mi zdi, vedno več otrok, ki žal jim starši ne morejo omogočiti takih počitnic in tudi teden dni brez staršev marsikateremu otroku zelo koristi. Kako poteka življenje na Debelem rtiču? Zelo lepo. Imamo polno otrok, vreme je dobro, morje je toplo, verjamem, da otroci uživajo. Lina, ti si prvič tle, kako ti je všeč? Ful je fajn, ker so tudi učitelji ful fajni, pa ful velikrat se kopamo in je ful. Kaj vse počnete? Malo mi opiši vaš dan. Zjutraj gremo na primer na jutranjo telovadbo, tam največkrat kaj zaplešemo ali pa zapojemo Mikovo himno. Potem se tudi kopamo, pa zvečer gremo na kakšne pohode ali pa imamo kakšne ustvarjalne delavnosti, pač delavnice. Pa ti veš, kaj delajo v tovarni Mik? Ja, okna pa vrata pa to. Marka, vse tele školjkice si ti nabral? Ja. Ja, super. Je lepo na morju? Ja, fajn. Koliko si star? Star sem 8. 8 let pa si prvič v Mikovi karavani? Ja.
Kaj pa ti je všeč tukaj? Pač, da se veliko kopamo, pa všeč mi je, ko zjutraj imamo telovadbo, pa plešemo. In zdaj greš skočiti v morje, po nove školjke. Ja. Srcem gredo vsako leto na kolo, da so lahko otroci z veseljem na morju. Dejan je eden izmed kolesarjev, ki so prekolesarili vso Slovenijo. 5 dni, koliko kilometrov? Kilometrov nekje 640 kilometrov vse skupaj. Ki so jih tovarna Mikih je spremenila v evre, zato danes toliko otrok uživa na Debelem rtiču. Tako, mi smo veseli, da smo skupaj omogočili otrokom to doživetje enotedenskih počitnic, da se skupaj veselijo, družijo in uživajo naprej, in upam, da bomo s takšno akcijo Srcem na kolo nadaljevali tudi v naslednjih prihodnjih letih. V podjetju Mik se zavedajo, da lahko z dobrim delom in poslovanjem vplivajo na kakovost življenja v družbi.